Cenjene gledalke in gledalci, lep pozdrav! Motokros bo v tem prazničnem dnevu kmalu zamenjal slovenski klubski nogomet. Pred nami je zadnja, a najbolj zanimiva tekma 31. kroga prve lige Telemach. Na zadnji prekmursko-štajerski derbi sezone med Muro in Mariborom se bomo pripravili v družbi nekdanjega reprezentanta Mladena Dabanovića. Mladen, dobrodošel. Ja, lep pozdrav. Smo kar vajeni, ne? Tako mi novinari kot vi, nekdani igralci pa zdaj trenerji, da prazničnih dni ne poznamo. Ma ja, to je pač tako je, ne? Nogomet se igra za praznike, za vikende, tako da smo navajeni, smo se navadili tega, tako da živimo s tem. Preden greva na dogajanje v prvi ligi Telemach, enostavno ne moreva mimo tega, kar so Celjani prikazali v Evropi. Konec je slovenskih nastopov v Evropi. V četrtfinalu konferenčne lige so obstali Celjani proti veliki Fiorentini, pustili pa res sijajen vtis. Ja, bili smo priča ene lepe, lahko rečemo pravljice, ene lepe epizode Celja. Podpis Alberta Riere je pač v tem klubu viden. Prosti strel, razdalja tam dobrih 30 metrov od vrat Florijana Raduhe. Spet je pripravljen Bartuk Elmas in pa tudi Jojo Iličić. Elmas je pretežno zadolžen za tovrstne prekinitve. Iličić se je odločil za neposreden strel in na koncu Raduha. Prvi kot na tekmi bo to Odžo, Sudani in pa Iličić čakata na podajo v kazenski prostor. Sudani, lepa priložnost, to da izkazal se je Raduha, ostaja 0:0. Poglejmo, Iličić pred vrata, spet na pravem mestu Murina obramba. Elmas, strel prek vrat. Ja, dve lepi priložnosti Maribora v zadnjih minutah. Menim pa, da nekako ni upravičil to, da igra standardno na tej poziciji, kajti Maribor. Ja, zdaj priložnost za Muro, podaja Vizingerja in potem zaključek Antolina premalo natančen. Mislim pa, da zaenkrat igra na nivoju in upravičeno je standardni član udarne zasedbe Murašev. Odlična podaja Elmaza, pa Žiga Repa za Sudanija. Sudani prečka in ostaje 0:0 pri Mariboru. Vizinger, pa potem Kurtović na drugo stran. Slaba poteza Almina Kurtovića. Ja, medtem Murić iz kota, Tete je žogo poslal proč. Brez kakšnega protinapada Maribora, še enkrat Murić. Murić pred vrata, spet precej dela, zdaj protestirajo v taboru Mure, češ da je tam prišlo do igre z roko, zaenkrat še brez kakšne prekinitve, no zdaj prekinja igro David Šmajc. Vemo, kaj to pomeni. Tudi občinstvo zdaj na trnih, gledamo Šmajca, gledamo dogajanje v kazenskem prostoru in ni bil sicer najboljši kader. Rekik naj bi igral z roko, kaj o tem meni David Šmajc, pa bo jasno kaj kmalu. Ali bo tole 11-metrovka za Muro? Ja, Mura je recimo na tekmah Mure, na zadnjih dveh tekmah so Celjani z 11-metrovko prišli do zmage, predtem 11-metrovka v prid Domžal. Prav tako na tekmi Mura Domžale in pa seveda recimo Bravo Maribor. Prejšnji konec tedna je Maribor v 94 minuti po 11-metrovki Jana Repasa prišel do remija. Ja, pa tudi Muraši so na zadnjem srečanju izgubili s Celjani po 11-metrovki v zadnji minuti. Ja. 11-metrovka, kot smo pričakovali, igra z roko, torej Rekika in super priložnost za Muro, da pride do vodstva. Pripravljen je vendarle Amadej Maroša. Maroša je tisti, ki je prevzel odgovornost in pa ne Vizinger. Maroša in tančen strel po tleh Maroše za njegov 9. gol v tem prvenstvu. Uganil je smer Ažbe Jug, to da bil je prekratek, preprosto preveč natančen strel Maroše in Mura vodi na tem prekmursko-štajerskem derbiju. Ja, Maroš je v teh nekaj minutah, ko je vstopil, praktično dvignil ne samo svoje igralce, tudi publiko na noge, dosegel sedaj tudi zadetek iz 11-metrovke in v tem zaključnih 25 minutah bomo gledali zelo
zanimivo srečanje. Maribor pa seveda mora z vsemi močmi napasti vrata Florjana Radohe in preprečiti, lahko bi rekli, tudi sramoten poraz. Ja, Maroša vprašanje, ali bi danes dobil priložnost, če se ne bi poškodoval Robert Čakš, tako pa zdaj Maroša, strelec zadetka, 1-0 in Maribor je spet v težavah. Lahko pričakujemo kakšen hiter odgovor Boštjana Cesarja, s kakšnimi spremembami, menjavami na igrišču. Kar se tiče napadalcev, je tu recimo Finec kaj Meri Loto, ki ni ravno navdušil. Rekik pušča prednost, Šmajc pa potem dolga podaja za Antolina, ki se je nemudoma odločil, da zaključi tole akcijo s strelom, to da bil je pri tem nenatančen. Smetrovko Maroše, bil je blizu obrambi in zdaj izenačenje. Ja. Neverjetno. Ja, Tete je še enkrat pokazal svojo kakovost, omogočil finskemu napadalcu, kot si sam predvideval, da se proslavi. Ja. In izenačenje dokaj poceni so, lahko ugotavljamo, Moraši prejeli ta zadetek. Manjši padec zbranosti in tako je sledila kazen. Maribor torej do izenačenja v 82. minuti tekme. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Podaja po tleh Benjamin Tete. Sijajno potezo, s katero je vrgel iz ritma pravzaprav dobršen del Murine obrambe, potem pa končno kaj je Meri Loto. Ja, tam so živeli tudi mariborski navijači Viole, Proleta. Pojenjajo moči, predvsem zvezni vrsti Morašev, niso več tako agresivni, kot so bili. Matjaž Kek je z nekaterimi rotacijami, menjavami poskuša to preprečiti, vendar... Ja, lepo zdaj kombinira Maribor in gol, 2-1, Meri Loto. Še drugi zadetek Finca, ki je zadev praktično dvakrat v slabih 2 minutah in postavil stvari na glavo, kar se tiče Mure. Ja, finski napadalec je uslišal najine kritike, se praktično v nekaj minutah proslavil, dosegel 2 izredno pomembna zadetka za Maribor. Kaj Meri Loto, potem ko je Maribor zaostajal zdaj do vodstva v 2 minutah, 2 zadetka finskega napadalca, ki se je torej končno izkazal. Sicer pa lepa akcija, dobro so nogometaši Maribora kombinirali tu Sudani, pa potem še tale podaja Repasa za Meri Lota in Finec tudi tokrat natančen. Jan Repas pa do svoje nove podaje, njegova 8. že v tej sezoni. No, ravno to sem želel povedati, 8. asistenca Jana Repasa. Če so ocenili, da sta to igralca, ki bi lahko bila dodana vrednost. Ja, še ena žoga za Sudanija, pa potem na pravem mestu Raduha. Gospod Matjaž Kek, vem, da ni enostavno, pa vseeno bi vas prosil, da po porazu z Mariborom strnete svoje misli. Dobro, vsekakor težki poraz, bili smo spet zelo blizu, mislim, da se parirali kvalitetne v Mariboru, na koncu pa ja, odločila je njihova individualna kvaliteta in čestitke Mariboru. Na trenutke je delovalo, sploh po drugem polčasu, da ste nekoliko padli, da je Maribor pridobil nazaj to samozavest in potem uspel doseči 2 zadetka. Se strinjate s tem, kakšno je vaše mnenje? Sigurno, Maribor, ko enkrat zaostajal, je šel na vse ali nič. V tistem trenutku so nas pritisnili pred naš gol, nismo znali mirno zadržati žoge, izsiliti kak faul in ja, na koncu je to privedlo tudi do prelahkih zadetkov. Ki Skopičku zagotovo ne bo pripomogla poškodba Čakša, morda že imate kakšne informacije, zakaj gre? Vem samo, da je šlo za poškodbo kolena, nimam pa točnih informacij. Sigurno nas je ta menjava tudi malo vrgla iz tira, takoj po vstopu poškodba, sigurno ni lahko, ampak upamo, da bo z Robijem že v kratkem vse dobro. Kaj boste po takem porazu dejali svojim varovancem? Pa težko je po takem porazu kaj dejati, mislim, da so dali vse od sebe, ni težko jim kaj očitaš, Maribor je bil kvalitetnejši. Gospod Kek, hvala in pa srečno v nadaljevanju. Hvala. Almin Kurtovič, težek poraz proti Mariboru, delovalo je, kot da imate morda 3 točke že v žepu, a na koncu vseeno ostali ste praznih rok. Kako bi strnili misli po porazu?
Pa mislim, ja, tako kot ste opisali, mislim, dobili smo 2 gola, sploh ne vem kako iz nekih, ne vem sploh kako smo dobili 2 gola, no, mislim, zgubljamo tekme, zgubljamo točke na neke načine, ki jih več ne znamo pisati. Tako da nič, moramo dati glave skupaj in iti naprej. Kljub porazu oziroma kljub rezultatu ste vseeno na trenutke dominirali in bili konkurenčnice, ne celo boljši od Maribora. Lahko iz tega poraza izvlečete tudi nekaj pozitivnega? Pa mislim, jaz ne moram reči, da je nas Maribor nadigral, ne. Če gledamo celo tekmo, mi dobri, oni dobri, zdaj pač oni 2 zabili, mi enega zabili, na koncu pač imaš nič pik, ko ti ne igra nobene vloge. Zagotovo se sedaj ne bo lahko pobrati, čaka vaš zaključek prvenstva, hitro se boste morali skoncentrirati in igrati naprej. Kakšna je napoved za naprej? Pa nič, mi bomo igrali naprej, že jutri na treningu bomo dali glave skupaj, pobrali se bomo iz tega. Jaz bi se rad zahvalil navijačem, ko so res prišli, kljub neki rezultatski krizi so prišli v res v velikem številu in upam, da nas bo spremljali to do konca naprej. Mi bomo na igrišču dali svoj maksimum in upamo, da se ta krivulja čim prej odbrne navzgor. Almin, hvala in srečno. Hvala. Kai Meriloto, congratulations for the brace against Mura. You were one of the main players or the main reason Maribor is bringing home the 3 points. What is your impression after the game? First of all, I want to thank my Lord and Savior Jesus Christ on this beautiful day. I feel like He gave me the strength today. But overall, I feel like the game, we weren't really at our best, but we fought until the end and we managed to get the 3 points, which is the most important. What do you think was the main reason for the team to be able to overcome this difficulty and win the game in the end? What did the coach tell you before he subbed you in? Nothing in particular, just that press hard and just go behind the line. I was kind of like a winger, but then he told me to go behind like a second striker to make the movements. So I did that, and luckily I got 2 goals today. I'm sure that regarding the recent results of the team, this win is going to mean a lot to you as a team and also to you personally because you scored the 2 goals. Is that right? Yeah, that's totally right. I feel like we haven't had the best results recently, and also personally I've missed some chances, but I'm happy to now score a few. And I feel like now, as a team, we're very happy moving forward, confident for the next games, and we feel like we can win the rest. Kai, thank you very much and good luck in the future. Thank you very much. Gospod Boštjan Cesar, verjamem, da se vam je nekako kamen odvalil od srca po tej današnji zmagi, ampak vseeno mi ne delujete preveč veseli oziroma zadovoljni. Pa ne, sem zadovoljen. Je res, da bi mogli tekmo prej zaključiti, že prvi polčas smo imeli ogromno šans. Mogoče je to takšna ekipa, da skupaj moramo se izžucirati na koncu, ampak zaslužena zmaga in čestitam fantom. Zdi se, kot da se nekako ponavlja, ne, Maribor ima posest, prihaja do priložnosti, ampak ne uspe pravočasno ali na pravi način zaključiti akcij, potem pa se zgodi to, kar se je v drugem polčasu k sreči menjava. Kai Meriloto je vstopil v igro in dosegel 2 zadetka, ampak vseeno, kaj se vam zdi, da je problem oziroma kako to, da Maribor ne uspe realizirati teh priložnosti od samega začetka? Ja, malo smo, nimamo lih top situacija, da zaključimo. Dosti šans smo imeli v zadnjih 5 tekmah, tudi proti Nafti ogromno šans, moramo dati drugi gol in zaključiti tekmo. Je pa res, da tudi manjko Tete, ki je ekstra klasa in nam je danes tudi dobro prišel noter. Ena zanimivost, ki smo jo opazili, ko smo spremljali današnji obračun, je ta, da ste osrednjega branilca Kranjca postavili levo, kjer smo ga sicer že videli, Rekik pa je igral v centralni oziroma kot centralni branilec. Je to nekaj novega, kaj ste skušali doseči s tem? Ne, Rekik njegova pozicija je centralni branilec, seveda takrat, ko nismo imeli igralcev, smo ga koristili na desnem bočnem branilcu, ampak ja, res je, da je Kranjc igral levo, ker smo pričakovali te dolge žoge. Mura tako igra, nima preveč kombinatorike, tako da sem zato postavil Kranjca na levo stran. Poleg novih 3 točk pa sem prepričan, da je dobra novica za vas tudi ta, da se je v moštvo vrnil Benjamin Tete, čeprav smo morda vsi nekako pričakovali, da bo on ta mož odločitve, pa se je na koncu izkazalo, da je bil to Kai Meriloto. Kaj si zaslužil, res dobro dela, veliko trenira, bil je zelo razočaran po Nafti, ki ni zadev, ki je imel 3-4 izjemne priložnosti, ampak danes je to vrnilo in sem vesel zaradi njega. Kako sedaj naprej? Zagotovo bo sedaj veliko lažje s temi 3 točkami v žepu? Maribor mora zmagovati, normalno lažje je v teden, ko zmagaš. Tudi igralci so verjeli v to, da lahko preobrnemo pozitivno stran in danes se lahko veselimo, jutri pa moramo pripraviti se dobro za Radom v soboto. Gospod Cesar, čestitke, hvala in pa srečno v nadaljevanju.